Pozdravljeni. Zopet je na vrsto prišel naš običajni komentar novic, kjer si bomo kot ponavadi ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot običajno se bomo tudi danes ustavili pri 4 različnih temah. Vkolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate tudi tokrat bližnjico do originalov navedeno v samem opisu. In seveda, kot dobro veste, slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje oziroma moj komentar. Tokrat smo na hitro ponovili pravila tega malce drugačnega formata, zato se lahko takoj lotimo prve današnje teme. Danes se bomo najprej ustavili pri testiranjih, ampak ne tistih za svetovno prvenstvo Formule 1, temveč onih za prvenstvo Indika. Kot smo lahko prebrali na uradni strani indikar.com 11. februarja, so zaključili prva neuradna testiranja na progi v Sebringu. Namreč ni šlo toliko za nek uraden dogodek, temveč za zasebno testiranje, kjer so se pa zbrale skorajda vse najpomembnejše ekipe. In 10. ter 11. februarja smo lahko videli na progi tudi Mika Schumacherja. In verjetno marsikoga zanima, kako se je odrezal. Tu je treba biti iskreni, vsaj po rezultatih ne preveč dobro. Namreč njegov najboljši čas na krog je bil 53 sekund in 430 tisočink, kar je tretji zadnji čas med novinci. Pred njim Kajo Kole 52 891 ter Denis Hauber 53 226. In tu je treba seveda poudariti, da tako Hauber kot Kole sta znani imeni, seveda nam navdušencem, ki smo spremljali tudi nižje forme. A kar je bolj zaskrbljujoče, najboljši čas je postavil Marcus Armstrong z rezultatom 52 sekund in 373 tisočink. Torej, če poenostavimo, več kot sekundo boljši kot Schumacher. In tu bo marsikdo dejal, da Mick Schumacher se privaja, da so mu potrebne izkušnje, ampak marsikdaj se pozablja, da ima tudi on svoja leta in da nima več takšnih izgovorov, da se more privaditi. V formuli Indikar je dobil verjetno zadnjo pomembno priložnost v svoji karieri. In biti sekundo zaostanka za onim najboljšim na krogu, ki traja manj kot minuto, je zaskrbljujoče. In ne smemo se tu ozirati na razne izgovore, kot da ni pripravljen, ne pozna prog. Namreč Sebring je navadna cestna proga in ni oval. Če ima tu tokrat tak zaostanek, kaj bo šele na tisti tipologiji, ki mu je absolutno tuja. Mick Schumacher je prišel v formulo Indikar zato, da bi nekaj dokazal in pokazal. Do tega trenutka zagotovo še mu ni uspelo tega uresničiti, ampak pojmo, da mu bo prav kmalu. Glejmo si, kaj sem pripravil z drugo današnjo temo.
spletnem portalu Planet F1 smo lahko 10. februarja zasledili novico, da bo Andy Cowell verjetno zapustil Aston Martin. Namreč junija 2026 bi moral biti ta britanski inženir prost vseh obveznosti do ekipe iz Silverstone. Verjetno mnogi se ga spomnite kot glavnega pri Mercedes High Performance Powertrains oziroma tistemu oddelku iz Brixwortha, ki je odgovoren za sestavo pogonskih sklopov. Ampak to službo je zapustil v sezoni 2020. Videli smo ga, kako je prišel v Aston Martin in prevzel vlogo, ki jo je imel do nedavnega tudi Mike Crack. S prihodom Adriana Neweyja se je pokazalo, da je prišlo do resnega spora med Neweyjem in Cowellom. In to je verjetno botrovalo prvič njegovi menjavi na čelu ekipe Aston Martin in verjetno drugič tudi izgubi delovnega mesta. In tu se lahko zopet začnemo spraševati, zakaj v nekaterih ekipah vidimo, kako naprimer motoriste ali pa aerodinamike v bistvu silijo na tisto mesto odgovornega v ekipi team principala. Jasno je, da najboljši v tem poslu so oni, ki ne prihajajo iz tehničnega oddelka, temveč iz onega športnega. Naprimer, Andrea Stella ali pa James Wolfe, če so vam všeč kalibri iz malce slabših ekip. Da ne omenimo kakšnega Jonathana Wetleya in še bi lahko naštevali. Tudi Laurent McKee prihaja iz te branže in nima neke neposredne zveze z onimi, ki se ukvarjajo s projektiranjem tako pogonskih sklopov, kot tudi šasi. A verjamem, mnogi so prepričani, da če je nekdo dober na svojem področju, bo morda na vseh. V Formuli 1 ne deluje tako. Videli smo lep primer pri Matiji Binotu, kjer je bil postavljen na čelo Ferrarija in je tam dosegel, bodimo iskreni, rezultate pod pričakovanji. Tudi pri Sauberju danes Audiju so ga takoj poslali na višje delovno mesto, ko je bilo to mogoče, in ko je na tisto mesto glavnega prišel nekdo, ki se spozna, so rezultati takoj začeli biti bistveno bolj spodbudni. Tako da se moramo zamisliti, da tudi v Formuli 1 res vsakdo ni dober za vsako delovno mesto. Podobno kot v našem življenju. A pustimo sedaj to in poglejmo si tretjo današnjo temo. Tretja današnja tema bo verjetno presenetila marsikoga izmed vas. Kot poroča spletni portal Reuters 9. februarja, naj bi znani režiser Michael Bay tožil ekipo Cadillac. Verjetno se vsi vi spomnite tiste predstavitve barvne sheme, torej reklame, ki so jo dali v javnost med ameriškim Super Bowlom. Znani režiser naj bi bil v kontaktu z ekipo Cadillac in bi tudi podal ideje, ki so jih nato pri Cadillacu lepo pobrali, njega pa niso najeli. In sedaj je sledila tožba. Tu se lahko sprašujemo, kaj se gredo pri tej ekipi. Namreč Ten Torres je dejal, da so imeli takšne ideje še preden so se sploh sestali s samim Michaelom Bayem, ampak da si želi spor nekako zgladiti z izvensodno poravnavo. Znani režiser zahteva odškodnino $1,5 milijona. Kaj bo dosegel
ne vem, ampak ekipa Cadillac z vsakim korakom, vsaj pri meni, izgublja tisto verodostojnost, o kateri se radi postavljajo, s katero se radi bahajo. Da nekoga tako znanega najameš in ga nato seveda tako izkoristiš, je samo znak oportunizma in ne veličine. A pustimo sedaj to. Poglejmo si še zadnjo današnjo temo. Za konec pa kot običajno tista rahlo bolj obrobna tema. Kot poroča italijanska Gazzetta dello Sport, 10. februarja je bil Andrea Kimi Antonelli udeležen v prometni nesreči. Najprej je treba povedati, da z italijanskim voznikom je vse v najlepšem redu in da je prisoten v Bahreinu, kjer so tista znana testiranja pred samo sezono. A po drugi strani svojega superšportnega Mercedesa je potisnil ob podporni zid in ga, po mojem mnenju, dokaj grdo poškodoval. Seveda, mi navdušenci imamo možnost videti fotografije in tudi krajši video posnetek. A tu se lahko zamislimo, namreč če se kaj takega lahko zgodi vozniku Formule 1, je verjetno možnost, da bi se zgodilo meni ali vam, še toliko večja. In verjamem, da Andrea Kimi Antonelli z tistim Mercedesom si je privoščil malce preveč, ampak njegovi občutki za volanom so boljši od naših, njegovi refleksi so hitrejši. In kot sem dejal, če se je zgodilo njemu, se lahko zgodi tudi nam. Zato moramo biti mi še toliko bolj pozorni. Kajti verjamem, da kljub temu, da ga boli srce ob takem trku, si bo lahko privoščil popravilo avta. Ni verjetno malce težje. Kljub temu, da je izhodiščna cena, verjetno onega, kar imamo mi na razpolago, nekoliko nižja. A tu je treba povedati, da Mercedesa je dobil Andrea Kimi Antonelli v dar, a popravila verjetno mu ne bodo krili. Videli bomo in ne vem, kakšno je njegovo varovanje. A vseeno, toliko za danes, hvala za vašo pozornost in nasvidenje. Thank you.